Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Pred vrati je pomemben dogodek, Čufarjevi dnevi ali festival ljubiteljskih gledališč, ki se bo odvijal od 14. do 20. Tako je, zdaj smo en dan dodali, pač po želji selektorice, ki trdi, da bi še več predstav sodilo v tekmovalni del, pa enostavno čas je vendarle omejen, eno predstavo pa smo vendarle dodali tistim običajnim 6, tokrat je 7 tekmovalnih predstav, 7 večerov, vključno z zaključno podelitvijo Čufarjevih plaket in priznanj. In kaj prinaša letošnji festival ljubiteljskih gledališč? Ja, letošnji festival po izboru selektorice prinaša 4 komedije, od tega sta 2 absurdni komediji in pa 3 drame, tako da vendarle je izbor kar precej raznolik in verjamemo, da kakovosten. Izbirala je selektorica univerzitetna diplomirana dramaturginja Kaja Novosel in izbrala. Ugotavljamo pa, da vendarle prihajajo na ta oder tokrat pogosto prihajajo tisti, ki so bili tudi pred 37 leti, ko so bili Čufarjevi dnevi zgolj srečanje in ne še festival. To pa so Loški oder iz Škofje Loke, Šentjakobsko gledališče iz Ljubljane, gledališče Zarja, Trnovlje, Celje in pa naše domače gledališče. In je torej že več kot polovica tistih stalnih članov, stalnih udeležencev, kljub temu, da grejo skozi sito selektorice. Edina novost, ki jo uvajate in jo letos ne bo na programu, Nova gas bo v spomladanskem času. Ja, Nova gas je bila nekaj let pred korono tako rekoč postavljena in zdelo se nam je smiselno, da imajo priložnost tudi mladi in da imajo svojo kategorijo. No in prav v času epidemije se je pokazalo, da niso uspeli glede na vse omejitve, ki so veljale, da so bile šole zaprte, da niso uspeli s produkcijami na šolah. No in nekako nam je to dalo misliti in smo ugotovili, da pravzaprav začetek šolskega leta pomeni začetek ustvarjanja v septembru, oktobru, torej november je povsem preblizu, časovno preblizu, da bi lahko ustvarili kakovostno mladinsko predstavo, kakršnokoli predstavo. Zato smo poiskali ustreznejši datum samo za mladinsko ustvarjanje in sicer spomladi. V aprilu je pred koncem šolskega leta, je z generacijo, ki še deluje skupaj, tako da upam, da bo tudi praksa pokazala, da se nismo motili. In kakšna komisija bo letos ocenjevala vse te predstave, ki se bodo zvrstile na odru? Ja, Aleš Jan je gledališki in radijski režiser, urednik in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. On bo tudi letošnji slavnostni govornik in tisti, ki bo odprl uradno Čufarjeve dneve. Potem Nika Korenjak, univerzitetna diplomirana dramaturginja, igralka in performanka, in pa Mojca Madon, univerzitetna diplomirana režiserka. Hvala za pogovor. Hvala, dobrodošli. Vi ste letošnja selektorica Čufarjevih predstav, ki se bodo zvrstile od 14. do 20. v tem gledališču. Je bil težek izbor vseh, ki so prijeli na razpis? Ja, seveda, že čisto zaradi enih subjektivnih teženj, kaj je nekomu všeč in kaj je potem neka objektivna kvaliteta, ki jo iščemo kot selektorice in selektorji. Tudi zaradi tega je bil izbor zahtevnejši, ker gre za zelo žanrsko in tudi izvedbeno raznolike predstave, ampak potem je na koncu nastal neki izbor, ki se mi zdi kvaliteten in kaže tisto najboljše, kar se v slovenskem ljubiteljskem gledališču dogaja. In kakšen posluh imajo po vašem ljubiteljska gledališča v tem prostoru? Zdi se mi Gorenjska kot regija zelo močna v ljubiteljskem gledališču, kar me je seveda prijetno presenetilo, ker tudi sama pač ne morem spremljati vse produkcije. To kaže na veliko volje, ne pa vedno na neko stabilno financiranje ali pa res na neke produkcijske pogoje, ki bi omogočili eno delovanje, ki bi bilo stabilno, redno in nemoteno.
Mislim, da se tukaj seveda še da narediti, vedno so možne izboljšave, ampak mislim, da posluh vsaj v tej regiji je pa seveda spet odvisno, ali gre za mesto, ali gre za mogoče neko manjšo lokalno skupnost, ali gre za skupino, ali gre za gledališče, ali ima ta skupina svoje prostore, ali jih nekje gostuje. Tako da tukaj je res ogromno pogojev, ki na koncu vodijo, ki na koncu močno vplivajo tudi na produkcijo. Se letos pojavlja na odru kakšna nova skupina, ki še ni znanka gledališča Toneta Čufarja? Ja, mislim, da je to kranjski studio Dramatikon, ki pa je letos močno posegel v to ljubiteljsko krajino, ker je prejel že glavno nagrado na Linhartovih dnevih. Mislim, da ga v prejšnjih letih še nismo videli na odru gledališča Toneta Čufarja. Sicer pa so to kar stari znanci že, ki jih publika že dodobra pozna.